mogoče vedno več držav se odloča za ta poživitveni odmerek. Zdaj pred nekaj dnevi ste rekli, da zaenkrat pri nas se še ne boste odločili za to, je kakšna sprememba? Torej, pri nas smo se že odločili za prvi korak v smeri poživitvenega odmerka, ki je podoben tistemu, ki so ga storile druge države, do neke mere celo nekoliko širši. Namreč posvetovalna skupina za cepljenje je sprejela priporočilo, da se tretji odmerek omogoči najprej, to je bilo sprejeto v bistvu že v juliju, ljudem po presaditvah čvrstih organov in kostnega, se pravi krvotvorne matične celice. Sedaj pa smo to v začetku avgusta razširili na vse tiste bolnike, ki imajo primerljivo motnjo imunosti in pri katerih se pričakuje težji potek. Kaj pa še širše, starejši, tisti, ki so bili cepljeni, ne vem, mislim, da v Avstriji bodo cepili tiste, ki so bili za AstraZeneca? Ja, Avstrija je sprejela malo drugačno odločitev od drugih držav, da bo delila pač ljudi glede na to, s čim so bili cepljeni. To je ena od možnih delitev, ki sicer ni povsem razumljiva. Kot veste, so podatki o poteku epidemije v državah, kjer se je zelo razširila delta varianta, po drugi strani pa imajo velik del ljudi precepljenih, boljši v Združenem kraljestvu, kjer so uporabljali v veliki meri tudi cepivo AstraZeneca, kot recimo v Izraelu, kjer gre praktično izključno za cepivo podjetij Pfizer in BioNTech. Raziskav, ki bi kazale, kako vpliva precepljenost z cepivom AstraZeneca oziroma kako bi v tem primeru vplival dodaten odmerek in omejil epidemijo, pravzaprav nimamo. Tako da so pa odločitve seveda temeljijo na precej malo raziskavah, na nekaterih opazovanjih, tako da je pričakovati, da bodo različne, ker gre pač za presojo različnih držav in njihovih inštitucij. Že sedaj se kaže, da so te odločitve do neke mere različne. Ampak kaj je recimo glavni zadržek pred tem, da bi pač omogočili tistim, ki si želijo iti po še en odmerek, če to delajo druge države, pa bi mogoče povečali učinkovitost, a ne? Nekateri se želijo cepiti. Ja, seveda. To je ena od možnosti. Praviloma se ne zavzemamo za uporabo zdravil na način, ki ni odobren. To ni odobren način uporabe cepiva. Avstrijsko besedilo, ki spremlja to objavo priporočila o tretjem odmerku, izrecno poudarja, da ne gre za odobren način uporabe in tukaj se seveda odgovornost v večji meri prenaša na tistega, ki cepi in na tega, ki je cepljen. To je način ravnanja pri vseh zdravilih, ki jih uporabljamo v medicini. Kakšni so pa postopki pred tem, da bi to v bistvu postal odobren način? Ja, cepivo podjetij Pfizer in BioNTech je, tretji odmerek cepiva teh proizvajalcev je v obravnavi pri Evropski agenciji za zdravila, medtem ko je Ameriška agencija za hrano in zdravila že odobrila tretji odmerek tako cepiv podjetja Moderna kot Pfizer BioNTech za podobno skupino bolnikov, kot je tretji odmerek priporočen v Sloveniji. Pričakujete, da se bo EMA glede tega opredelila za splošno prebivalstvo ali bo to članicam prepustila? O tem potekajo razprave EME s članicami in z Evropskim centrom za nadzor in preprečevanje bolezni. Iz teh okvirnih poročil je očitno, da države ne stojijo na istih stališčih, kar je seveda, kot sem že prej omenila, razumljivo, ker trdnih podatkov, ki bi kazali na prav enoumne odločitve, žal še ni. Imate morda kak podatek, koliko ljudi s presajenimi organi in krvotvornimi matičnimi celicami ne vem. Posamezni vem, da so se cepili, ampak nimam pa neke statistike. Njihovi zdravniki so se za to odločili? Njihovi zdravniki so se odločili, tudi v posameznih primerih v posvetovanju, v posvetu z infektologom, skratka tako kot se. Odločitev naj bi bila v vseh teh primerih individualna, ker seveda je imunska motnja lahko različna pri vsakem posameznem od teh bolnikov.
Zdaj v novih priporočilih ste zapisali, da bo to veljalo tudi za ljudi s drugimi težjimi imunskimi motnjami oziroma težje imunokompromitirani ljudi. Za katere stanja gre, na primer? Tukaj gre za recimo onkološke bolnike na terapiji, potem za bolnike z rakom krvotvornih organov, pravzaprav kadarkoli, potem bolnike z prirojenimi motnjami imunosti, bolnike, ki prejemajo visoke odmerke zdravil, ki zmanjšujejo imunost, to je kortikosteroidov in še nekaj teh kategorij. A gre tukaj za celotno to skupino iz strategije 5 posebej ranljivih bolnikov? Tam so omenjeni sicer tudi ljudje z več kroničnimi boleznimi, ki so po presoji zdravnika. Tako, gre za individualno odločitev. Se lahko se pravi, da ima nekdo sladkorno bolezen, pa še več različnih drugih? Ja, tukaj gre res za individualno presojo. Pričakujete, da bodo zdravniki to možnost ob želji bolnikov, naprimer tudi srčno-žilnih bolnikov? To možnost imajo, seveda to možnost imajo, ampak tukaj seveda ne gre za vse srčno-žilne bolnike, to je precej zoženo. Gre pa zdaj za pravzaprav kar široko skupino. Sorazmerno široko skupino prebivalcev, tako da če se primerjamo med državami, smo morda nekje na sredini tistih držav, ki so se odločile. Zelo številne države se še niso odločile. Torej, če je nekdo star 80 let, pa je bil cepljen, ne vem, konec januarja, ima zgodovino, ne vem, kakšnega srčnega infarkta, visok pritisk, sladkorno bolezen, lahko vpraša svojega zdravnika? Lahko vpraša svojega zdravnika, tako. Je tukaj smiselno, da se obrnejo na osebne zdravnika ali lečeče specialiste v bolnišnici? Torej, odvisno, kakšne imajo stike, ena ali druga možnost je seveda primerna. A bi lahko en komentar mogoče na današnje najnovejše podatke? Toliko novih primerov okužb in umrlih smo imeli že kar nekaj časa. Ste to pričakovali? Torej, seveda delta različica novega koronavirusa je zelo, zelo kužna, zato pričakujemo zelo, zelo obširno širjenje te različice, čeprav sočasno ob tem, da je del Slovencev, del prebivalcev Slovenije vendarle cepljen, delež ljudi, ki bodo potrebovali bolnišnično zdravljenje, glede na celokupno število na novo okuženih, da bo manjši, kot je bil v jesenskem valu, ampak seveda, če imamo zelo veliko število na novo okuženih, potem je tudi to število, ki je sicer manjši delež, ampak v absolutni številki lahko zelo veliko, in lahko predstavlja problem za zdravstveno obravnavo, tako bolnikov s COVID-19 kot vseh ostalih. Verjetno veste, da tik pred začetkom novega šolskega leta so pozivi ravnateljem strani nekih civilnih iniciativ, da kolikor bojo od svojih zaposlenih in učencev zahtevali maske, testiranja, cepljenja, bojo zato odgovarjali na sodišču, kako to komentirate? Ja, to so pač stvari, ki so poznane tudi iz zgodovine, da so se ljudje racionalnim, pametnim ukrepom za njihovo zaščito uprli in potem je prišlo do toliko in toliko slabih posledic. Očitno človek ob vsem znanju, ki ga imamo sedaj in ob teh orodjih, ki jih imamo za obvladovanje epidemije, nekako v svoji tej čustveni komponenti ni toliko dozorov, da bi vse te ukrepe razumel in jih uspešno uporabljal. Ravnateljem pišejo tudi recimo zaskrbljene babice, smo dobili eno pismo, pa me zanima, se bojite, da bi to postal trend? Težko vam rečem, ampak jaz vseeno mislim, da je kar precej prebivalcev Slovenije razumnih, razmišljajo popolnoma drugače, le malo manj se jih sliši v medijih. Zelo pogosto posamezne take primere na veliko pač žal, ker je za vas to novica, objavljate mediji in potem se najdejo ljudje, ki jih posnemajo. Bi lahko potem mogoče en komentar, kako zajeziti širjenje epidemije, kot ste že povedali vsak dan zdaj v letu in pol? Torej, tisto, kar je, torej situacija je precej drugačna, kot je bila jesen in pozimi. Na razpolago imamo dve učinkoviti orodji za preprečevanje hudih potekov, je zelo učinkovito orodje cepljenje. Številni dokazi iz sveta kažejo na to, da širjenje delta variante ni povzročilo
take škode, zato ker so bili tisti najbolj ranljivi ljudje zaščiteni. Na drugi strani seveda lahko v vsakem trenutku preverimo, ali smo okužni s hitrimi antigenskimi testi, ki so priporočljivi ne samo tam, kjer so nekje zapovedani s predpisi, ampak kjerkoli gre za neko zbiranje, je pametno, da pač se zbiramo tako, da smo eden za drugega, kar se da varni. To so metode, oziroma orodja, ki jih res lahko uporabljamo in nam lahko omogočijo, kar se da, normalno življenje v teh časih, ko je pač virus prisoten in to je neka, kako bi rekla, naravna danost. Tako kot se segreva ozračje, segreva naše okolje, imamo orodja, kako to preprečiti. Imamo znanstvene izsledke, ki jih je treba uporabiti v praksi, če si želimo pomagati. Tako da to se vse da uporabiti. A lahko mogoče posebej pokomentirate še ta skok sprejema bolnikov v bolnišnico iz včeraj na danes, mislim, da je kar za 13, kar je glede na to, da je vsega skupaj 50 ljudi v bolnici precej. Ja, to je zaskrbljujoče. Ves čas opazujemo delež pozitivnih pred približno recimo enim tednom in razmerje med njimi in potem hospitalizirani po približno tednu dni in to se je v zadnjem času nekoliko povečalo. Je pa seveda to odraz tega, kako v našem okolju deluje cepljenje, koliko je cepljenih teh ljudi, pri katerih se pričakuje težji potek. V recimo Združenem kraljestvu, kjer je precepljenih zelo veliko, čez 90% teh posebej ranljivih, je nedavni val delta različice po številu primerov dosegal približno 80% prejšnjega vala, medtem ko delež hospitalizacije oziroma število hospitalizacij primerjalno z prejšnjim valom samo 20%. To razliko se da doseči s cepljenjem. Velika Britanija, Združeno kraljestvo je zelo dober primer za to. Ko razpravljamo o višini enega, drugega, tretjega in zdaj četrtega vala, stroka v tujini seveda opozarja, da vse spremenljivke tukaj še niso jasne. Nova spremenljivka je cepljenje, na drugi strani močno nalezljiva različica delta. Španija že opaža presežno umrljivost znatno, na drugi strani pa ima kar dobro precepljenost starejših prebivalcev. Kakšna so trenutna pričakovanja, kakšna bo jesen z tega vidika tudi umrljivosti? Nič dobra. Tisto, še enkrat povem, kar lahko naredimo, kar imamo v rokah, je cepljenje. 100% s cepljenjem seveda ne moremo preprečiti umiranja zaradi COVID-19, lahko ga pa bistveno zmanjšamo. A lahko, Saša, za kolegico eno vprašanje, če boste lahko še v imenu tele svetovalne skupine za ukrepe. Če bomo šli v rdečo fazo, kar napoveduje IAS, kakšni ukrepi dodatni na področju kulturnih prireditev? Ne vem vam povedati, jaz samo trenutno te dni nadomeščam dr. Logar, ampak trenutno nisem seznanjena s kakršnimkoli dogajanjem. Ampak verjamete, da boste morali predlagati kakšne dodatne ukrepe na vseh področjih, tudi na tem najbolj? Jaz mislim, da je moje osebno mnenje je, da bo tisto merilo število bolnikov, ki potrebujejo sprejem v bolnišnice. Ker takrat se bomo pogovarjali o zaščiti življenj, kar je seveda sorazmerno z ukrepi, podobno kot je bilo to lansko jesen. Bodo težave verjetno hitrejše, kot so bile lani? Kar se datumov tiče, prav gotovo. Lani smo imeli v takem času še sorazmerno mirno stanje. Mogoče samo še glede tega dodatnega odmerka. Tisti, ki ne bodo dobili dodatnega odmerka še zaenkrat, pa so precepljeni v začetku leta, mi svetujete, da se malo bolj previdno vseeno obnašajo ali pa da... Torej, v bistvu upad imunosti ni dobro še raziskan. Izraelski podatki kažejo res na pomemben upad imunosti po cepljenju oziroma na večje število obolelih med tistimi, ki so bili cepljeni na začetku leta. Treba je pa povedati, da so bili cepljeni takrat predvsem starejši ljudje s hudimi boleznimi, tako da je verjetno bil že sicer njihov odgovor na cepivo slabši.
Prav tako so bili po njihovih razlagah bolj cepneli ljudje, ki se več gibljejo, so več v kontaktu že zaradi svojega poklica, kar spet seveda oteži razlago teh podatkov. Namreč kar nekaj raziskovalcev se sklicuje, to so raziskave, ki kažejo, da bi lahko bilo to cepivo, vsaj konkretno cepivo podjetja Pfizer-BioNTech, zaščitno leto dni. Res pa je, da obstajajo že sicer sheme cepljenja, kjer imamo najprej 2 odmerka blizu skupaj, potem pa tretjega poživitvenega v recimo čez pol leta, čez 1 leto in potem ustvarimo pač dalj časa trajajočo imunost in verjetno je, da bi se pri teh cepivih zgodilo nekaj podobnega.